Spoštovane članice in člani Nove Slovenije, simpatizerke in simpatizerji, krščanski demokrati, vsi ostali gostje, spoštovana predsednica. Živimo v času, ko se nam upravičeno zdi, da gre popolnoma vse narobe, da nič več ni nič spoštovano, da se svet vrti dobesedno v napačno smer, da se Slovenija in tudi Evropa utapljata v vrednostnih zablodah. Če dnevno spremljamo medije, nekako dobimo občutek, da je svet ponorel ter da iz te norosti ni več nobenega izhoda. Evropa, sinonim varnosti, sožitja, svobode in miru, se je z migrantskim valom znašla na križišču poti. Na preizkušnji je tudi evropska civilizacija, evropske vrednote, ki so jih naši predniki dodobra izoblikovali v zadnjih stoletjih in imajo korenine v krščanstvu. Vsakodnevno smo priča neustavljivemu toku migrantov, ki iščejo boljše življenje v severnih državah Evropske unije. Evropa pa je postala popolnoma nemočna in skupnih rešitev ni na spregled. Tudi Slovenija je, vsaj za zdaj, prepuščena sama sebi. Spoštovani, ob tem pa si nalimo čistega vina. Evropa danes ni več takšna Evropa, kot smo poznali včeraj. Evropa se z migrantsko krizo spreminja in Slovenija se ta trenutek lahko zanese le sama nase. Žal pa je odziv naše vlade ob tej krizi izredno medel in bojim se, da tokrat kockajo z državo. Namreč brez pravne podlage, govorimo brez pravne podlage, kot podaljšana roka tihotapcev, zgolj organiziramo prevoz migrantov iz južne meje, s Hrvaško, na mejo z Avstrijo, namesto da bi vlada odločno in v skladu z zakonodajo ukrepala. Toda šteti so dnevi, ko bodo za migrante želene države omogočale še nadaljnjo tovrstno početje in prihaja čas, ko bodo te države rekle, migrantov ne sprejemamo več. In kaj potem? Če na primer Nemčija migrantov ne bo sprejemala več, je na voljo zgolj ena izmed možnosti, in sicer, da Slovenija začne spoštovati schengenska pravila ter da popolnoma zapremo mejo s Hrvaško za vse ekonomske migrante. Če pa tega ne bomo naredili, se bo schengenska meja kaj lahko prestavila severno od nas, na mejo z Avstrijo, na Karavanke, in Slovenija bo po 25 letih ponovno odcepljena od srednje Evrope, na našem ozemlju pa se bo zadrževalo na tisoče, 10 tisoče, morda 100 tisoče migrantov. Zato mora vlada Republike Slovenije nemudoma začeti s postopki zapiranja meje s Hrvaško za vse migrante v skladu s Schengenom, sicer mora sprejeti odgovornost in preden zakocka državo, naj ponudi odstop. To moramo od vlade zahtevati, da zavaruje suverenost naše države. Ne smemo namreč dovoliti, da svojim otrokom odrekamo življenje v skupnosti držav Srednje Evrope. Ob tem stanju duha, ki pa vlada v Evropi, se sprašujem, kaj jo oziroma nas čaka, kakšna bo naša varnost, bomo še svobodni. Kaj bodo delali naši otroci, kakšne bodo njihove vrednote, še evropske. In ja, teroristični napad v Franciji je zasadil strah v posameznika. Prav to pa je namen, nas prestrašiti, vsiliti svojo vero, kulturo, razmišljanje. In priznam, tudi sam ob tem občutim nemoč. Ampak prepričan pa sem, da se moramo boriti in trdno vztrajati pri spoštovanju ali, če hočete, pri vrnitvi k evropskim vrednotam. Včasih se mi je v preteklosti sicer zazdelo, da se od njih celo oddaljujemo, da postajamo prostor kaosa, brezbrižnosti, prostor, kjer je vse in vsakomur vse dovoljeno. Morda nas je, čeprav na zelo žalosten način, 13. november zdramil, dregnil in spomnil na to, kar imamo, pa morda ne cenimo dovolj. Prihodnost je res morda negotova, je pa zelo gotovo to, da bo Evropska unija obstala le s promocijo
svojih lastnih vrednot in sporočilom vsem tistim, ki želijo Evropo kulturno in civilizacijsko spremeniti. Sporočamo jim, da evropskih vrednot ne damo in da drugače kot svobodni in v miru nočemo živeti. Preprosto nočemo živeti. In Evropska unija se bo oprijela svojih korenin ali pa jo jutri preprosto več ne bo. Odgovor so vrednote, ki jih v sebi nosimo in zagovarjamo krščanski demokrati. Človekoljubnost, spoštovanje, svoboda, mir, ljubezen. Te vrednote vidim kot svetlo luč, ki nas bo lahko vodila iz tega kaosa, v katerem se je znašla ne le Evropska unija, pač pa tudi Slovenija sama. In ko se v vrvežu vsakdana za trenutek ustavimo in podrobno zazremo v dogajanje pri nas v Sloveniji, vidimo, da se vrtimo v krogu, da tavamo v temi. Vsaki oblasti v zadnjih letih se je laže in udobneje prepustiti toku in starim vzorcem, kot pa zoperstaviti in plavati proti toku. In prav to se dogaja tudi zdajšnji vladi. Žal. Domnevno namreč so odgovorni za bančno luknjo, ki smo jo sanirali davkoplačevalci, so strani vlade nagrajeni za upravljanjem 14 milijard evrov državnega premoženja v Slovenskem državnem holdingu in slabi banki. Kako, spoštovane gospe in gospodje, kako tem ljudem zaupati? Enako kot bi lisici zaupali, da čuva kokoši. V Novi Sloveniji smo torej polni idej, da obrnemo tok dogajanja v Sloveniji, da ljudem damo priložnost. Razbremeniti želimo žepe državljanov, pospešiti gospodarski razvoj, omogočiti podjetjem, da zadihajo, ter tako ustvariti nova delovna mesta ter zagotoviti dostojna plačila za opravljeno delo. Krščanski demokrati želimo zadovoljno in ponosno Slovenijo, zahtevamo pravično državo in normalno republiko. Zavedamo se odgovornosti in pomena ukrepov na vseh področjih, ki pomembno vplivajo na življenje. V Novi Sloveniji imamo konkretne rešitve za ljudi, odgovore za prihodnost in prav zato danes predstavljamo predlog strategije zdravstvene reforme. Zasnovali smo ukrepe na področju davkov, pripravljamo reformo za enostavnejše postopke. Spoštovane gospe in gospodje, ne moremo namreč več čakati na vlado, da pripravi zdravstveno reformo, zato smo jo pripravili krščanski demokrati sami. Dovolj je namreč dolgih čakalnih vrst in dob, korupcije v zdravstvu ter socialističnega načina upravljanja zdravstvenim sistemom. Zato predlagamo konkurenco pri obveznem zdravstvenem zavarovanju in vabimo vlado, da podpre naša prizadevanja, da slovenski državljan končno dobi človeka vreden zdravstveni sistem. Spoštovani krščanski demokrati, če želimo pa obrniti smer oziroma potek dogodkov v Sloveniji, pa je nujno, da se dodatno okrepi tudi Nova Slovenija in z njo celotna desnica. Nova Slovenija, kot je že dejal glavni tajnik, je na dobri poti in iz dneva v dan bolj rastemo. Potrebe časa so namreč takšne, da le politika, ki trdno sloni na vrednotah in socialnem tržnem gospodarstvu, lahko pelje ta voz skozi vse čeri naprej. Zato mora biti naš razmislek tudi v smeri, kaj narediti, da se celotna desno-sredinska opcija končno začne krepiti. Zagotovo se moramo desno-sredinske stranke začeti povezovati, skušati premagati ovire ter ena drugo krepiti. Obtoževanja, potikanja in zaničevanja ne vodijo v smer skupni zmagi. In velja morda premisliti tudi o ustanovitvi nekakšne skupne vlade v senci, ki bi delovala izključno po načelu enakopravnosti. Ampak kakorkoli, ubrati moramo torej formulo, model, ki bo zagotovilo za zmago desnice na naslednjih volitvah. Parcialni interesi posameznikov na desnici pa morajo biti postavljeni v ozadje, kajti desnica ne sme biti ujetnica ene in iste osebe. Spoštovane gospe in gospodje, naj sklenem s trdnim prepričanjem. Evropska unija in Slovenija v njej bo obstala le, če se bo trdno oprijela svojih korenin in vrednot, ki jih je številna leta gradila in so vredne, da se zanje borimo. Zopet se moramo postaviti na noge ter zgraditi trdnjavo miru in svobode za vsakega,
ki tu na stari celini prebiva. Vse to pa bo mogoče le z močno evropsko in slovensko krščansko demokracijo. Slovenija potrebuje močno novo Slovenijo, močno krščansko demokracijo. Bog blagoslava Novo Slovenijo in naše delo. Hvala.